Jesenski prvaki nogometaši Domžal so tokrat gostovali pri velenjskem Rudarju. Težka situacija za domače nogometaše, kajti nekaj nogometašev je manjkalo zaradi poškodbe ali bolezni, medtem ko so gostje tudi pripotovali v Velenje z nekaj odsotnostmi. Tole je bila tekma, ki je bila dokaj izenačena na začetku, ampak vendarle tudi domžalska ekipa kot prva prišla do priložnosti, poskušal je Eterović, žogo pa je takole v kot izbil Rozman, bivši soigralec Eterovića še v lanski sezoni. V 15. minuti prva akcija tudi za Velenjčane, po podaji Babiča je žogo slabo zadel Kocić in potem še nova kombinacija Knapov, podaja pred vrata. Ivan Firer pa ni bil najbolj natančen, na pravem mestu je bil Nejc Vidmar. V 24. minuti velika napaka v obrambi Velenjčanov. Pravočasno je svoja vrata zapustil Rozman, Črnic pa tokrat gola ni uspel dati. Do konca prvega polčasa še ena priložnost na vsaki strani, oziroma tole je bil strel Trajkovskega, ki je meril točno vratarja Rozmana, potem pa še neumnost nogometašev Velenja. To je bil še en prekršek in Stjepanović je bil preoster, dobil še drugi rumeni karton in tekmo so nogometaši Rudarja nadaljevali samo z 10 nogometaši. Igralca več je imela domžalska ekipa celoten drugi polčas in nedvomno bila v vlogi favorita za zmago. Tako je bilo že pred tem dvobojem. Tole pa je že drugi polčas, prva akcija. Rudi Požek Vancaš je podal proti Simiću. Takole je meril daleč, ampak nekoliko premalo je bil natančen. Prosti strel, predložek Morela in žoge nihče ni uspel pospraviti v mrežo. Še en predložek iz kota. Podal je Skubic, Zec pa je z glavo tokrat meril kar krepko mimo vrat. Poskušal je še Žan Majer, ki si je pripravil strelo daleč. Takole je meril mimo velenjskih vrat. Potem še enkrat kombinacija Domžalčanov, po zaključku Zeca pa je ostalo pri rezultatu 0:0. Do konca dvoboja še nekaj obetavnih akcij. Najprej je poskušal rezervist Ožbolt, a nekoliko prešibko mimo vratarja Rozmana. Takole pa je ostalo pri rezultatu brez golov, na koncu Rudar, Domžale 0:0. Domžalje so prvi polčas so bile boljše od nas. Mislim, sicer niso imeli neke izrazite priložnosti, ampak so bili v polju boljši. Nato se je zgodila neumnost mojega igralca za drugi rumeni karton in tako smo v bistvu cel drug polčas podredili igro v obrambi in na koncu zdržali. Poskušali smo iz protinapadu doseči zadetek. Razmišljam, da glede na situacijo, ki je bila na igrišču, bi morali več si ustvariti. Morda smo v prvem polčasu, ker je bilo enakopravno na igrišču, bili v nekih situacijah, ki so bile bolj obetavne. In dejstvo je, da v nekih trenutkih smo se malce mučili proti čvrsti organizaciji, ki jo je imel Rudar, in da nismo pokazali prave kreativnosti in pa dobrih premikov v napadu, da bi si ustvarili dovolj situacij za gol.